Življenje na našem planetu je, res osupljivo raznoliko. Pomislite od najmanjših mikrobov, ki jih ne vidimo, pa vse do orjaških modrih kitov. Ampak, kako znanost sploh vnese nek red v to neverjetno množico živih bitij? V tej razlagi si bomo pogledali sistem, ki nam pomaga razumeti, kam spada čisto vsak organizem v tem velikem drevesu življenja. Pa poglejmo, kaj nas čaka. Najprej bomo zajeli dih ob sami pestrosti življenja. Potem se bomo osredotočili na tisti osnovni gradnik vsega, na vrsto. Nato bomo raziskali, kako deluje ta veliki biološki sistem za arhiviranje, videli, kako se je s časom spreminjal in za konec si bomo privoščili še nekaj res posebnih primerov, ki postavljajo naša pravila na glavo. V redu, začnimo na široko pri veliki sliki. Naš planet dobesedno kipi od življenja in to pred nas postavlja en velik izziv. To je to vprašanje, s katerim se ubadajo biologi že stoletja. Samo predstavljajte si, ogromna knjižnica z milijoni knjig, pa brez kakršnega koli sistema urejanja. Popoln kaos, ne? No, narava je še neprimerljivo bolj zapletena. Da si lažje predstavljamo, zakaj sploh gre, poglejmo nekaj številk. Poznamo okoli 400 tisoč različnih vrst rastlin. Že to je samo po sebi ogromna številka. In kaj pa živali? No, tukaj številka kar poskoči na približno 2 milijona znanih vrst. Pa še to, znanstveniki pravijo, da je le vrh ledene gore in da jih je ogromno še neodkritih. Obseg je res neverjeten. In vsa ta neverjetna pestrost ima tudi strokovno ime – biotska raznovrstnost ali biodiverziteta. Ampak pozor, to ni samo štetje vrst, ne? Gre tudi za vse genetske razlike znotraj posamezne vrste in seveda za različne ekosisteme, v katerih vse to življenje biva. Dobro, od te res velike slike se zdaj pomaknimo k osnovi, k tistemu temeljnemu gradniku vsega sistema. Kaj je torej vrsta? V osnovi je definicija preprosta, ampak ključni sta dve besedni zvezi – uspešno križajo in pa plodni potomci. To je tisto, kar šteje. To si najlažje predstavljamo s klasičnim primerom konja in osla. Seveda se lahko oparita, ampak njun potomec, mula ali mezeg, ne more imeti lastnih potomcev, je neploden. In ravno zato vemo, da sta konj in osel dve različni vrsti. Dva konja, na drugi strani pa seveda lahko imata žrebe, ki bo imelo svoje potomce. In da ne bi prihajalo do zmede z ljudskimi imeni, ki so povsod po svetu drugačna, so znanstveniki uvedli super sistem. Vsaka vrsta dobi edinstveno dvodelno znanstveno ime. Tako smo mi ljudje Homo sapiens, navadna hišna muha pa recimo Musca domestica. V redu imamo torej na milijone vrst, vsaka s svojim imenom. Kako pa vse to uredimo? No, zato obstaja hierarhičen sistem, ki deluje kot nekakšen, ogromen arhiv za vso naravo. In res, najboljša primerjava za to je poštni naslov. Pomislite, začne se na splošno, recimo z državo, in se potem oži, mesto, ulica, hišna številka, vse do točno določene osebe v tisti hiši. In točno tako deluje tudi biološka klasifikacija. Začnemo na široko, pri deblih in se potem spuščamo nižje in nižje, preko razreda, reda, družine in rodu, vse do te ene same specifične vrste. In seveda vsak korak navzdol pomeni, da so si organizmi bolj sorodni in bolj podobni. Ampak pozor, ta sistem ni nekaj, kar bi bilo zavedno vklesano v kamen, niti slučajno. Znanost se nenehno razvija in z vsakim novim odkritjem se spreminja tudi naše razumevanje celotnega drevesa življenja. Se morda kdo spomni iz šole sistema 5 kraljestev? To je bil dolgo časa standard. Ampak zgodba se je v zadnjih desetletjih precej zapletla. In zdaj bomo videli zakaj. Tole je torej tisti klasični sistem. Whittaker je življenje razdelil v 5 velikih skupin. Bakterije, protiste, glive, rastline in živali. Zdi se preprosto in logično, kaj ne? No ja, ne tako hitro. Potem je na sceno prišla genetika. Znanstveniki so lahko pokukali globoko v genski zapis organizmov in ugotovili, da je resnična evolucijska zgodba življenja veliko starejša in precej bolj zapletena, kot smo si kdajkoli mislili. In to nas pripelje do današnjega sistema 3 domen. Prva domena so arheje. To so enocelični organizmi, ki so na prvi pogled morda podobni bakterijam, ampak genetsko so popolnoma svoj svet.
Pogosto živijo v res ekstremnih razmerah, kot so vroči vrelci ali superslana jezera. Potem imamo drugo domeno – bakterije. To so tisti enoceličarji, ki jih vsi dobro poznamo. Živijo v zemlji, v našem telesu, na naši koži, so dobesedno povsod. In končno, tretja domena – eukarioti. Sem pa spada, pravzaprav vse ostalo, kar ima kompleksne celice z jedrom. To vključuje protiste, glive, rastline in živali. Ja, tudi mi smo del te domene. Torej so se 4 klasična kraljestva združila v eno samo veliko domeno. Sistem je torej kar urejen, ampak narava obožuje izjeme, ki malo zmedejo stvari. Poglejmo si 2 skupini, ki biologom povzročata največ sivih las. Začnimo z virusi. Najbolj fascinantno pri njih je, da sploh niso celice. To so v bistvu samo majhni paketi genetskih navodil, oviti v beljakovinski plač. So fundamentalno drugačni od vsega, kar smatramo za živo. In to je ključno. Zakaj jih ne uvrščamo v drevo življenja? Ker preprosto ne izpolnjujejo osnovnih pogojev. Nimajo lastnega metabolizma in, kar je najpomembnejše, ne morajo se razmnoževati sami. So nekakšni biološki pirati, ki morajo ugrabiti celico, da naredijo svoje kopije. Stojijo na meji med živim in neživim. Druga taka težavna skupina so protisti. To je v bistvu en tak biološki predal za vse ostalo. Vse, kar je enocelično in ima jedro, pa ni ne rastlina, ne žival in ne gliva, roma naravnost sam. In nikar ne mislimo, da so nepomembni. Samo poglejmo tole. En sam rod protistov, imenovan plazmodi, povzroča malarijo. Bolezen, ki prizadene na 100 milijonov ljudi. Ta številka je pretresljiva in nam pove, kako pomembno je razumeti tudi te mikroskopske svetove. Kot vidimo, sistem razvrščanja ni statičen, ampak se nenehno spreminja, raste in izpopolnjuje. Z vsako novo odkrito vrsto, z vsako novo genetsko analizo se naše razumevanje poglablja. In to nas pripelje do zadnjega vprašanja. Kakšna nova presenečenja in kakšne nove veje na tem neverjetnem drevesu življenja nas še čakajo v prihodnosti?